Ali lahko prisedem? Ne rad vas motim, ampak vse je polno. Le pri vaši mizi je še prostor. Imate denar? Imam. Torej lahko plačate, kar boste popili? Ja, seveda. Zakaj pa potem sprašujete, če lahko prisedete? Sedite! Hvala. Bi rekel, da ste grenhorn v teh krajih. Rad bi videl tistega, ki bi mi skušal preprečiti, da sedem tja, kamor me je volja. Sedite že! Stegnite svoje dolge noge, kamor hočete in prisolite vsakomur, da bi vas hotel uvirati pri tem eno okrog ušes. Old Death, vam tega prav gotovo ne bo zameril. Old Death? Slavni lovec in stezosledec. Ja, Old Death, stara smrt, to sem jaz. Tisti slavni mož, v katerem gre glas ob vseh tabornih ognjih vzdolž Mississippija, da ga ne zadene nobena kroga. In ki je svoje ime... Kar recite. Tisti, ki je svoje ime dobil zaradi svoje koščene postave. Če je samo delček vsega, kar pripoveduje o vas res, potem klobuk dol pred vami, gospod. No, zdaj, ko me poznate, mi povejte, kako ste zašli v New Orleans? Iz istega vzroka, kot prihajajo samo vsi drugi. Srečo iskati. Aha. Še eden, ki misli, da tu doli samo vrečo nastaviš, pa denar kar leti vanjo. Ja, kaj pa sploh počnete? No, vse mogoče sem že počel. Tu? V New Orleansu? Ne tu. Vse povsod. Zdaj nekoga iščem. Pravzaprav dva. Aha, sem opazil, ja. Ljudi v salonu ste si že natanko ogledali. Jaz grem na vzhod, pa sem se obiral in zamudil ladjo. Sicer pa se mi ne mudi. Lahko grem tudi jutri ali pojutrišnjem. Popil bom še kakšen viski, mogoče celo več, celo preveč mogoče, da mi bo čas hitreje minil in da bom dobre volje. Jezilo me bo leto, da nisem nekoga mahnil. Prosim? Ja. Natanko tako, kot sem rekel. Mahniti bi moral nekoga, ker se je kar naprej norčeval iz moje koščene pojave. Okostnjak in podobno. Pa ga nisem, ker me jo je pobrisal na ladjo. Na tisto, s katero sem mislil odpluti tudi sam. Vidite, zdaj lahko tudi jaz nekoga iščem, tako kot vi. Zdaj bova dva. Žal mi je edino njegovega spremljevalca. Bil je videti prijazen in pošten. Kaj? Le vedno nekam otožen in žalosten. Kakšen? Kakšen je bil, pravite? No, kot ne bi bil čisto pri pravi. Malo tako zasanjan, čuden. Čuden? Pa ne veste, kako mu je bilo ime? Mister Olert mu je rekel kapitan tistemu, mojemu pa Clinton. Ona dva sta. Jo poznate? Ja, prav njiju iščem. Kakšna sreča. Zdaj vem, da sta se namenila na vzhod. In tisti Clinton sploh ni Clinton, ampak Gibson. Lopov, slepar, ki bi iz mladega Olerta rad izvlekel čim več denarja. Nesrečna pesniška duša pa mu zaupa in stori vse, kar Clinton reče. Zdaj torej, jaz iščem tega, kaj je že, Gibsona, Gibsona, vi pa Olerta. Ja, njegov oče me je najel za to, da ga najdem in pripeljem nazaj domov. Kaže, da bova kar nekaj časa skupaj, ser.
potovanje je za nama. In vesel sem, da sem lahko zlezel z ladje. Trdna tla pod nogami so tudi nekaj vredna. Ja, res. Mislil sem, da bova Clintona dohitela že prej, pa se je odpeljal prav sem, v Lagrange. Kapitan je rekel, da se je pred 2 dnevoma izkrcal. Ni zlomek, da ga ne bi dohitela. Bova ga, bova. Ampak najprej si priveživa dušici. Kot nalač stojiva pred gostilno. Kar notar odplakniti moram prah, ki me žgečkal v grlo. Kar notar. Ga že voham, požirček. Kaj požirček? Slab, povoden, poplavo in kaj za podzobe. Kar k najbližji mizi, kar za mano. Ne odmikajta se, vidva. Saj bova pridna. In ne bova vaju požrla. Čeprav je res, da smo danes še precej težče. Nama mogoče lahko povesta, kje bi se tu dobilo kaj koliko toliko užitnega. No, če bi najni spoštovani telesci res poskusili požreti, bi se že malo branila. Jaz in tale moj fant. To že moram pripomniti, spoštovani. Moram pa tudi pripomniti, da ste na las podobni Old Deathu, spoštovani. O, ne bi se smeli sramovati primerjave z njim. Če se ne poveste, Old Deathu, da sem podoben. To pa je ta stara smrt. Lovec, stezosledec, junak. Na vsak način bolj znan in slavn kot vi. Dajte no. Prisežem, da je res. Moj sin ga je celo videl. Videl kje? V Arkansasu. Old Death ga je rešil smrti in zato mu bom večno hvaležen. Ko bi mu le mogel svojo hvaležnost kdaj dokazati. Ni treba dokazovati. Saj gotovo ve. Ampak nekaj bi vas vprašal, če smem. Ali poznate mogoče nekega Langeja iz Missourija? Langeja? Zakaj? Kapitan nama je svetoval, naj ga poiščeva. Jaz sem Lange. In ker vaju pošilja kapitan, sem prepričan, da sta poštenjaka. Če vam povem še, da sem Old Death? Vi? Vi ste? Vi? Jaz sem stara smrt. Spoštovani. No, zdaj nama verjetno bolj zaupate. Ne? Ja. In rad bi kaj storil za vaju. Vama pomagal. Kako vama lahko pomagam? Nama lahko poveste, če se je tu pri vas pojavil kak tujec. Kraj je majhen, težko bi se skril. Le 2 sta prišla. Z ladjo. Neki Olert in Gabiano. No, lepa reč. Moj ni več Clinton. Pa sta takoj odpotovala naprej. Kam? K senjoru Corteziju in naprej proti Rio Grande. Kdo je senjor Cortezio? Poštenjak. Govori se celo, da pomaga Benito Juarezu. Pošilja mu denar in orožje. Menda celo prepričuje ljudi, naj se mu pridružijo. Če ga najdeva, mislite, da bi nama dal konja za pot naprej? Verjetno se v tiste kraje ne da priti drugače kot na konjih. Bi? Prepričan sem, da bi. Kaj pa potem še čakava? Na pot! Old Death! Lange si ni motil. Vaše ime odpira vsa vrata. Uspelo nama je priti do Cortezija. Dobila sva konje in priporočila pisma. Celo dvojna. Francoska in španska. Vi ste se spomnili, naj rečeva, da greva Juarezu. Zato sva jih tudi dobila. Tudi denar bi nama bil dal. Ne potrebujeva ga. Potrebujeva le 2 iskra koniča in imavaju. Gibson, Clinton, Gabiano ali kar je že, je le še malo pred nama. Odšel je skupino rekrutov, namenjenih v Chihuahua. In če bova dobro jezdila, jih bova ujela, preden pridejo na Rio Grande.
Se jim bova pridružila, Ja, pa nama bodo dovolili. se jih ne bova vprašala. Vesel sem, da je tudi stari Lange z nama in njegov sin in tisti črni Hektor, ki nama ga je Kortezijo dal za spremljevalca. Ta je za 3, kolikor ga je v višino in širino. Do Čivave sva skoraj varna. Hej, mister Lange, poglejte no na desno. Tisto piko, ki se nam počasi bliža. Kaj pravite, kaj je? Je! Lahko bi se kaj paslo, kakšna žival? Tako. Vaše oči se še niso privadile na preriske razdalje, se mi zdi. Če upoštevam oddaljenost, bi se moral tam le pasti kakšen bizon, 5-krat tolikšen kot slon. No, zdaj, ko vemo, kaj menijo belci, poglejmo, kaj pravijo črnci. Hektor, kaj ti meniš o tisti oddaljeni piki na desni? Masa, jezdeci, 5 ali 6. Ja, tudi jaz tako mislim. Indijanci? Ne, indijanci ne priti naravnost, indijanci skriti, jezdeci prihajati naravnost, torej biti beli. Bravo, Hektor, tvoja pamet je svetlejša kot tvoja polt. Masa. Jih bomo počakali? Ne, morda so vojaki iz Trdnjave Inč, izvidniki. Če je tako, se tega srečanja ne veselite preveč, gospodje. Zakaj ne? Fort Inč leži daleč na severozahodu. Če so prišli do sem, pomeni, da se nekaj kuha. Sicer pa blizu so že. Kmalu bomo vedeli več. Stoj! Kdo ste in kam ste namenjeni? Smo 4 belci in en črnec. Proti jugozahodu jezdimo. Za vraga, se norčujete iz mene ali kaj? Svoja navodila imam in ravnal se bom po njih, pa če vam je prav ali pa ne. Vaša imena hočem in sicer takoj. Naj omenim, narednik, da sem 2-krat toliko star kot vi in da mi ni všeč, če kdo tuli name. Pripravljeni smo pogovarjati se z vami, zahtevamo pa vljudnost. No. Se nisem hotel biti grob. Iz Teksasa prihajamo. A, z juga torej. Naši. V redu. Ste videli, kje je tam dole Indijance? Apači in Komanči so namreč izkopali bojno sekiro. Zakaj? Benito Juarez je kriv. Francozi so ga zasledovali do Chihuahue in naprej do reke Rio Grande. Ko pa jim je naš predsednik v Washingtonu prepovedal preganjati ga še naprej, so pridobili Komanče na svojo stran. Ti so v trumah prišli čez mejo v Mehiko pobijati Juarezove pristaše. No, naleteli so tudi na Apače, napadli njihovo taborišče, postrelili vse, ki se niso vdali. Druge pa odgnali v ujetništvo, šotori in s konji vred. Seveda so se Apači takoj maščevali. Kje pa? Apači so strahopetci. Niso se maščevali Komančem. Ker je naša Trdnjava nevtralno ozemlje, so tja poslali 3 sle, ki naj bi se pogovarjali s Komanči. Ste slišali? Pogovarjali! Apači bi se pogovarjali. Pa so Komanči 2 od tistih 3. Pf! Saj veste. Eden je všel. Ranjen. Koliko Komančev je prišlo na pogovor, narednik? 5 poglavarjev z 20 vojščaki. In koliko Apačev? 3. 3. 3 možje si upajo čez sovražno ozemlje, vi pa pravite, da so strahopetci. No ja, Zakaj jim pa niste pomagali? Zakaj ste dovolili streljanje na nevtralnem ozemlju? zakaj naj bi jim pomagali? Nam ni nišče nič hotel. Tudi Komanči ne. Krasno. No in potem? Potem? Čez nekaj ur je prijahal Indijanec na čudovitem konju. Sam. Nikoli ga še nisem videl. Prišel je postreljivo. Ko je izvedel, kaj se je zgodilo, se je zravnal v sedlo in rekel: izkopali bomo bojno sekiro. Od danes ni več miru med Apači in bledoličniki. Kri, ki bo tekla, naj pride na vas. To pravi Vinetu, poglavar vseh Apačev. Hok! In potem?
Obrnil je konja, preskočil 3 metre visoko ograjo in izginil, preden smo dobro zajeli sapo. Vidite torej, gospodje, da moramo biti previdni. To svetujem tudi vam. Zdaj moramo pa res naprej. Še nekaj, narednik. Ste imeli v trdnjavi še kak obisk? Ja, možakarja. Predvčerajšnjim zvečer. Clinton je rekel, da je, in v Sabinalda gre. Ne, zdaj je pa spet Clinton. Nalagal vas je, da veste, narednik. Prišel je vohunit. Vam kar privoščim. Pozdravljeni. Vsak na svojo stran moramo. In všeč mi je, da je tako. Dolgo že jezdimo. Konji so utrujeni. Kopita se jim skoraj vso pot ogrezajo v pesko puščave Mapimi. A bi se ustavili? Prav imate, prostor je kar pripraven. Pred nami je prava oaza. Hektor, na poju boš konje. Komanči, Masa, Komanči, mi iti naprej. Mi nič iti naprej, tu biti. Komančev se nam ni bati. Oj okolci, belemu bobru enemu njihovih poglavarjev sem nekoč rešil življenje. To bi mi danes lahko prišlo prav. Upajmo. Nekaj bi vas vprašal, nekaj v zvezi z Apačema, po katerih sledi smo jezdili vso pot. Sta tista dva Apač, ki je všel iz trdnjave in Vinetu. tam, kjer smo prenočili, smo naleteli na olupljeno deblo drevesa. Vinetu je z vlažno drevesno skorjo obvezal ranjenca. Aha, se me je zdelo, ja. Ker preveč pogumno jezdite naprej, Old Death. Zgradba pred nami je prava trdnjava. Mislite, da nas bodo sprejeli z navdušenjem? Kaj pa da? To je estancia del Cavaliero. Lastnik je Don Atanasio. Pravi Mehikanec z dušo in telesom in moj prijatelj. Hiša je brez oken. Le streljne line ima. Če bi živeli v teh krajih, bi razumeli, zakaj. Tudi jarek okrog zgradbe marsikdaj prav pride. In obzidje tudi. So nas že opazili? Prepričan sem. Že dolgo vedo za nas. Hektor, potrkaj. Ja, Masa, ja. Hektor, močno udariti. Kakšno veselje, kakšna sreča, kakšna čast, Old Death. Dobrodošli, dobrodošli, vstopite, vstopite. Je Don Atanasio doma? Je, Don Atanasio, pridite, pridite, hitro pridite, gospodar, Old Death je tu, pridite. Ne deri se. Odpri vrata. Sem že, vstopite, gospodje, kar naprej, kar naravnost, kakšna čast. Kakšni debeli zidovi. Kaj ne? Rad bi videl Indijanca, ki bi mu uspelo priti noter. V zgornja nadstropja prideš pa celo samo po lestvi, če ti jo seveda spustijo dol. Tako so pred stoletji Indijanci gradili svoja bivališča. Pozdravljeni, prijatelji in dobrodošli. Hvala, senjore, hvala. Ne zamirite nam, da smo tako udrli v vaš dom. Ker pa smo že v teh krajih, bi svojim spremljevalcem rad pokazal junaka, ki se s Juarezom bojuje za neodvisnost Mehike. Vesel sem, da ste nas sprejeli, gospodi. In jaz sem vesel, da vas lahko pozdravim pod svojo streho. Redko kdo zaide sem. Te dni se pa ne moremo pritoževati. Že včeraj smo imeli obisk. Dva moža, Kako veste? Gibson in Oler, Ja, kako veste? iščemo ju. Le kake 3 ure sta pred vami, lahko jo boste ujeli. Sta govorila kaj o svojih načrtih? Ne, niti besede. Pač pa je enega od njiju, Clinta, zelo zanimala notranjost naše hiše. Zakaj sprašujete? Lopov je, goljuf. Kdo ve, česa vsega je zmožen. Potem sem ga pa pošteno polomil.
Razkazal sem mu namreč hišo od vrha do tal. Celo ranjenega indijanca je videl. Ranjenega indijanca? Ja, odposlanec Apačev. In da nišo, ali dobri mož, bo tu, dokler ne pridejo pon. In da nišo, dobri mož, najstarejši in najbolj miroljuben med vsemi apaškimi poglavari. Komanči so ga ranili. Vinetu ga je našel, ga obvezal in pripeljal sem. Sam je odhitel čez Rio Grande obvestiti svoje rodove o izdaji in o tem, da se bliža sovražnik. Upam, da bo prišel pravočasno. Mislite, da je sploh prišel čez reko? Na prehodu so Komanči. Niže je šel. Ognil se je plitvini, kjer so Komanči. Vinetu je pogumen, še tako deroče reke se ne ustraši. Torej vse skupaj mi ni všeč. Če je Clinton našel Komanče, kar je zelo verjetno, bo ranjenca prav gotovo izdal. Prišli bodo sem in ga poskusili dobiti v roke. Obenem bi pa še vas malo kaznovali, Don Atanazio, ker ste dali zatočišče Apaču. Mislite? Ne mislim, skoraj prepričan sem. Senjor, indijanci. Kje? Od reke sem. Koliko? Kakih 50. O, ne več, tem bomo pa že kos. Skrite poglavarja drugam. Tam, kjer ga je videl Clinton, ni več varen. Si, senjor. Pomagal vam bom. Kaj pa zdaj? Nekaj mi je prišlo na misel. Če bo Inda nišlo dobro skrit, bi se poskusili pogovoriti s Komanči. Teh 50 bi namreč lahko odgnali, a vrnili bi se z drugimi. Dobro bo skrit. Potem naj Komanči hišo preiščejo. Če ranjenca ne bo, bo Clinton lažnivec, ali ne? Svoj bes bodo stresli nanj. Poskusimo. Za menoj, k vratom. Kaj iščejo rdeči možje pri meni? Zakaj hočejo v mojo hišo, ne da bi me vprašali za dovoljenje? Komančki vojšaki so prišli, ker je bledoličnik njihov sovražnik. Sonce današnjega dne je zadnje, ki ga boš videl. Jaz nisem sovražnik Komančev. Rad imam vse rdeče može in ne vprašam, kateremu rodu pripadajo. Bledoličnik laže. V tej hiši je skrit apaški poglavar. Hočemo ga. Karamba! Jaz bom odločil, kako in kaj. Stojte, senjor, ne delajte neumnosti, naj jaz opravim z njimi. Besede mojega rdečega brata nas navdajajo s trmenjem. Kako pridejo Komanči na misel, da se v tej hiši skriva Apač? Vedo. Potem vedo več od nas. Moj beli brat ima dolg in gibčen jezik. Hočeš reči, da lažem? Jaz? Koša pehme, ki sem svojo kolco poglavarjem Komančev pokadil pipo miru? Če mi boš še kdaj rekel, da lažem, bom odgovoril s puško. Uf! Komančki vojščaki vedo, da je stara smrt prijatelj belega bobra, a njegove besede niso besede prijatelja. Zakaj skriva Apača? Bledoličnik, ki vam je to rekel, je hudoben in laž ima na jeziku. Apača ni tu. Prav. Če ima stara smrt čisto vest, naj dovoli, da hišo preiščemo. Naj bo. Prepričajte se, da smo govorili resnico mi in ne tisti potepuški belokožec. Za mano. Kam ste skrili ranjenca? Skozi vaš skrivni rov smo se splazili k reki in ga v čolnu spravili v votlino, ki jo je izdolbla voda. Zelo dobro. Tam je varen. Ste kaj našli? Tam, kjer bi moral biti ranjenec, je bela skvo. Je moj rdeči brat dobro pogledal. Vojščak ne stopi v ženski vigvam. Moje oko bi ranjenca opazilo s praga. Saj sem rekel, da ga ni, pa ste bolj verjeli lažnivcu kot meni. Pritožil se bom belemu bobru. Hoče moj beli brat kojo kolci? Če je tako, lahko jezdi z nami.
Jutri zjutraj. Zdaj gre sonce počivat, mi tudi. Ko pride jutro, bomo šli na pot. Zahvaljen, Beli Bober, ker si pokadil kalomet z mano in mojimi prijatelji. Zahvaljen, ker si mi natanko poročal o dogodkih včerajšnjega in prejšnjih dni, moj beli brat. Tebi verjamem in vse sem dobro premislil. Naj Old Dad posluša, kaj bo rekel Ojo Kolca. Bledokošci, ki so prišli k Komančem, so rekli, da so njihovi prijatelji. Zato smo jih sprejeli, kot sprejmemo prijatelja. Zdaj pa so Komanči izvedeli, da so poslušali laži. Beli Bober je spoznal, da so ga prevarali. Zato ne zaslužijo več njegove naklonjenosti in zaščite. Le to noč bodo beli vojaki še uživali njegovo gostoljubnost. Ko se spet prižge luč dneva, bo zagorelo tudi naše sovraštvo. Če bodo še tu, jih bomo pregnali. Le bledoličnika, ki se imenujeta Clinton in Olert, ostaneta tu. Oduzel jima bom dim miru, ki sem ga pokadil z njima. Old Dad ju hoče zase in dobil ju bo. Ojo Kolca, poglavar Komančev, je govoril. Hovk! Zahvaljujem se Belemu Bobru za zaupanje, ki mi ga je izkazal. Ali lahko poglavarja Komančev še nekaj vprašam, ne da bi s tem prizadel njegovo čast? Old Dad naj vpraša. Beli Bober dobro pozna ozko dolino, kjer si je postavil tabor. Zdi se mi kot velik kotel, kot past. Ali poglavar misli, da smo varni? Kaj, če nas napade Vinetu, ki s svojim plemenom ni daleč od tod? Moj beli brat naj bo miren. Ujeli smo dva indijanca, ki sta pred nekaj sonci videla Vinetuja obril končos. Od tam je pot dolga in čas prekratek, da bi prišel sem. Slišite, Old Dad? Slišim. To ni sova. Ni. In indijanca sta Apača. Govoril sem z njima. Ali Beli Bober sliši? Sliši, sova je. Moj beli brat lahko mirno zaspi. Ojo Kolca se bo začudil. To ni sova. In indijanca sta Apača, najboljša, najbolj zvita. Poslal ju je Vinetu, da bi tebe in tvoje vojščake zvabila v past. Če me slutne ne varajo, bo ta dolina kmalu velik grob. Poslušajte, to je Vinetu. In indijanca drezata v ogenj. Stavim, da to nekaj pomeni. Pomagati moramo Apačem, manj jih bo. Ne počenjajte neumnosti. Gostoljubnost Komančev uživamo, ne smemo jim skočiti v hrbet. Prepričan sem, da Vinetu ve, kaj dela. Beli Bober! Govori ti Vinetu. Moja duša ni žejna krvi. Udaj se! Slišite, začelo se je. Ne streljaj, Beli Bober, ne streljaj!
Del moje srebrne puške je našla belega bobra. Tako bodo umrli vsi lažnivci in izdajalci. A Vinetu je pa res pogumen, da si upa priti tako blizu. Vsega ni več. Glejte, ni kaznoval le poglavarja, tudi Komanče je zvabil s seboj v bližino apaških sulic. Prva zmaga je njegova. Komanči se že vračajo skupaj mrtvih in ranjenih. In namesto, da bi se tiho skrili v noč, tulijo ob ognjih. Čeprav jih je veliko več in bo Vinetu z lahkoto kos. On sam je za 100 Komančev. Vi mi seveda ne verjamete. Ste pač grehorn v teh krajih. Moj beli brat naj se ne boji in naj spravi nož. Se menda ne želi ubiti Vinetuja. Vinetu, jasno, Vinetu. Le on se lahko priplazi tako tiho, da ga stara smrt ne sliši. Vinetu. Ali Old Death ve, da sedi poleg mojega ljubega brata, Old Shatterhanda? Kaj? Kdo? Kdo ste? Old Shatterhand? No, lepo ste me vlekli za nos vso pot. Pa je čisto zares on. Je. In kot jutro ve, da pride sonce, je Vinetu vedel, da bo svojega brata Old Shatterhanda spet srečal. Žal mu je le, da to srečanje ni bolj veselo. V veliko nevarnost si se podal, Vinetu. Plazil si se mimo vseh straž, skozi komanški tabor do nas. Zdaj moraš po isti poti nazaj. Ne po isti poti. Stene, ki obdajajo dolino, niso neprehodne, kot se zdi. Apači so izklesali ozko stezo, ki v višini več mož pelje okrog in okrog. Z lasom prideš dol in spet gor. Komanči tega ne vedo in ostali bodo tu. Vinetu je poskusil govoriti z njimi, pa so ga izdali. Njihova smrt je torej sklenjena. Ja, Apači bodo pokazali, kako kaznujejo izdajalce. Vse to je strašno. Kako naj delim nasvete ušesom, ki me ne bodo poslušala? Dobro, torej boste šli z menoj. Sprejeli vas bomo kot prijatelje. Zdaj? Zdaj. Kajti, kadar pokliče Vinetu, noben Apač ne ostane v Vigvamu. V 3 urah bo tu 600 apaških bojevnikov. Krogle iz njihovih pušk bodo švigale po dolini in risale krvave poti. Vaša življenja ne bodo več varna. Slišite? A še večje žalovanje se bo razleglo po šotorih Komančev. Nobeden njihovih mož in sinov se ne vrne domov in zebe me ob misli na zadnji sovji klic. Vinetu je govoril. Zdaj bodo govorile apaške puške. Veliki Manitu bodi z nami. Hok!